Čuj samo tako malo neopazen pa na, moraš biti s tem avtom, pač skrice, no, moraš z ljubimcem. Lih toga placa. Alright, Ava, we're here. Vrti se mi pelo, veš, kaj piše? Notor še vedno hodim ka babica, najprej z Ritko, pa pol nokce čez. Pa za vikend smo še tudi s puncem en krog, predlagam, da si najprej to pogledaš, pa gremo pa naprej. Jo, jaz vem, da to ni ena stvar, s katero se bo i8 pogosto srečil in ga tudi ne bom obtoževal, niti mal, če mu ne bo ratal. Jebeno, vrogo. Au! Shit, stari. Stari, pa še jaz, ka ful hite za Švica, še sem tako bajzi. Okej, eno, no, ti si pas. To je to, dela! Znaš kaj, se vem, da sem veliki sopihom, ampak to sam zato, ker v avtu glih je 180 stopinj. Ava, let's go! Yeah, that's how it is, Ava. You can't do anything about it. Koliko malo klima? Tam si ti naštimi na svoje strani. Kaj je meja? Ati šibaj. Ne more. I can't right now. In koliko stane ta avto? Krepko čez 100. Kaj? To pa je ogromno, to je 2 stanovanja v Mariboru. Čuj samo tako malo neopazen pa na, moraš biti s tem avtom, pač skrice, no, moraš z ljubimcem. Tini se neko ne gre pelat, da mi pove občutke, tako da Tina? Všeč mi je menjalnik, všeč mi je volan, všeč mi je kak ven vidim, všeč mi je školka, so školkasti, ne? Sedeži. Nisem mi rekel, da ne dela zdaj reklamo za BMW, ne? Pa res, da meni se pač BMW tu je všeč. Stari, sam še slabše. Všeč, ne? Samo je pa Vem, res, koliko plačate, da to objavim, ker je ženska čisto ponorela. Samo je pa res, da ne je nikoli dala 100 € za avto. Pa smo nazaj. A ja, ena slaba stvar tega avta, ne? Elegantno ven iz tega je nemogoče. Ali da te kdo pomaga, da te ven potisne, ali pa pač parkiraš ne blizu lokala. No, toliko tem, zdaj pa še par besed o točno tem i8. Jaz sem ga pismo že slab let nazaj videl, ko se je v Ljubljani mimo mene pelil, pa sem me valjda porajto, da je mal drugač pofarban, ko vsi ostali, pa me je ferbec matral. No in pa sem poklical na BMW, pa sem jih prosil, če mi tole stvaritev, mimogrede tale poslikava, je delo slovenskega ilustratorja Mitja Bokun. V osnovi je drugačna lepka čez, taka zeleno, modra, pa bela na enem koncu. Po foliji je pa pol na vrsto prišel še Čopič, a veš. Pravzaprav je bila ta poslikava en dober uržak, da rečem, če lahko spet pa avto pelem, ker ga že dolgo nisem. Ta prva stvar, ki bi jo rad razjasnil, veliko ljudi misli, da je i8 električen avto. V osnovi je to hibrid, a veš, elektrika in bencin. Bencinski motor ima tukaj zadaj, majhen je, 1,5 litrski trivaljnik. No in ta sredinsko nameščen motor ti da 231 konjev na zadnja kolesa, elektrika špona pa na sprednja kolesa, tako da je v bistvu 4-kolesno gnan. Od 0 do 100 tam je 4,5 sekunde. To je kar dobro. Ja, pa ena stvar, veš, ko sem do Tini avto zapelat, je ful hecen, ker takrat, ko pogledaš v špegu, vidiš tale detajl, vidiš, kako je preklana karoserija. In ki je Tina vozila in rekla, čak, mi imamo kufr odprt. Druga stvar, ki jo moraš v i8 vedeti, tehta tono 400. To je razmeroma malo. A veš, zakaj pa tehta toliko malo? Zato, ker je cela potniška celica, pa vrata tudi sestavljena iz CFRP-ja. Carbon Fiber Reinforced Plastic. In tukaj ponovati je meni najbolj fajn detajle gledati. Zdaj ne mi reči, da tole ni fukiš pogledati, no. Ali pa tole. Tretja stvar, ki jo moraš vedeti, doma se nafila od oka v 2 urah, na hitro polnilnico ne more, to je pač stvar polnilnika, če bi ga lahko tja pelil, bi bil poln koliko? 12-15 minut bi bilo čisto dosti. A pa že da je avto deleč najbolj zgleda, takrat, ko ima oboje vrata odprta. A je en mal tak supercar look, Naslednja stvar, ki jo moraš vedeti, je verjetno cena. Mislim, če misliš, da je 100 € dosti. Pa po mojem najbolj še zaključim, kar z mislijo Jureta Gregorčiča, Dober avto, v zelo velikih pogledih, ampak v tem trenutku, kar se mene tiče, v baterijah še ni dosti ognja. Ne, tudi v Tesli ne. Ne. A ja pa BMW, puste to folijo, puste to poslikavo gor, zato ker je folk fejst porajta, pa se mi zdi, da je veliko boljš, če je tak, kot če bi bil, kaj pa je svem, bel, črn, kjerkoli druge barve. Good stuff.